No, s parlamentarno demokracijo je že tako, da je nekako grajena na dialektiki, na dvopolnosti med pozicijo in opozicijo, med vladno večino in pa kritično konkurenco. Vendar povsod, če hočemo, da bo takšna demokracija tudi učinkovita in ta bipolarnost ustvarjana, potrebujemo neko dodano vrednost, nek nadstandard, neko inštitucijo, ki bo vse to povezovala, ki bo izražala pristno človečnost do vseh ljudi, do vseh državljanov, ne glede na to, kakšni politični opciji pripadajo. No, in zato lahko rečemo, če pri parlamentarnih volitvah izbiramo stranko z njenim programom, pa pri izbiri predsednika države izbiramo človeka, njegove sposobnosti, predvsem pa njegov značaj, njegovo srčno kulturo, človeka kot človeka. In glede tega lika predsednika Slovenija doslej ni imela ravno mnogo sreče. Vsekakor pa pričakujemo in če kdaj potem danes Slovenija, ki je tako ideološko razdeljena in pa ki jo tudi trgajo populistične oziroma klientelistično organizirani centri moči, potem Slovenija danes potrebuje človeka, ki bo do vseh ljudi prijazen, ki bo znal spontano odreagirati v smislu solidarnosti do vseh, tudi do tistih, ki doživljajo krivice in zapostavljanja. Zaradi tega sem prepričan, da je kandidat dr. Milan Zver tisti, ki odgovarja željam vseh volivcev, ne samo desnosredinskih, ampak tudi drugih volivcev, po takšnem predsedniku. On zagotovo se ne bo spuščal v kakšno zaigrano težavo ali zaigran konflikt, recimo s katoliško cerkvijo ali z vodstvom lastne stranke, da bi pridobil tudi levosredinske volivce. Kajti njegov značaj je zavezan resnici, on ima čisto preteklost, nima kaj skrivati. On pravzaprav je odprta knjiga in prepričan sem, da po vseh stranpoteh dosedanjih volitev predsednika države bodo volivci to tudi cenili. Zagotovo, torej Milan Zver je tisti kandidat, ki bo združeval, ki bo vnesel v našo politiko več solidarnosti, več poštenosti, več človečnosti na vseh nivojih, pa tudi združevalnega pogleda v bodočnost. Zaradi tega seveda iz srca podpiram to kandidaturo in sem tudi prepričan, da bo uspel.